Drage gledalke, dragi gledalci, televizija Exodus, v tem našem pogovoru bomo na kratko skušali predstaviti 4-dnevno pevsko romanje po Rimu, ki ga je opravila v začetku meseca junija vokalna skupina Gatate Domino iz Kočevja. Vodijo gospod dirigent Franc Štefanič, ki je tudi sicer po poklicu kirurg. Pomaga mu njegova soproga, gospa Helena, ki je tudi odgovorna za stike z javnostjo. In z nami pa je tudi gospod Bogdan Vidmar, ki je duhovno pripravil to romanje in bo potem sam povedal, kako je to potekalo. Naj povemo, da je gospod Bogdan od danes, tako rekoč, odgovoren za pastoralo študentov in izobražencev v koprski škofiji. Vsi trije dobrodošli. Najprej prvo vprašanje vam, gospod dirigent, zborovodja. Kako vi običajno predstavite vašo vokalno skupino? Najprej lep pozdrav vsem, hvala za povabilo. Torej, naša skupina deluje 23 let. Ena zanimivost je ta, da je nekako nenamenoma bilo eno praznovanje mojega rojstnega dne, 16. oktobra 1989, tudi ustanovni dan te skupine. Takrat so me nekako ostali člani, ustanovni člani, ki smo bili tudi hkrati vsi pevci cerkvenega kočevskega zbora, prosili, da bi pa začeli prepevati še kakšne druge pesmi, kot so na sakralno glasbo, in sam sem bil nekako z njihove strani določen za vodjo, ker sem bil glasbeno najbolj izobražen. In tako delujemo že 23 let, smo mešana vokalna skupina od vsega začetka in tako kot smo mešana zasedba, je tudi naš repertoar mešan. Začeli smo z božičnimi koncerti in temu primerno izdali tudi zgoščenko z božičnimi pesmimi. Potem pojemo ljudske pesmi, priredbe slovenskih ljudskih pesmi drugih evropskih in svetovnih narodov, potem gospel, malo se spoprijemamo tudi z kakšnimi džezovskimi priredbami, bolj zabavnih žanrov, celo kakšna narodna zabavna pesem je v našem sporedu. Temu primerno smo izdali tudi drugo zgoščenko, kjer predstavljamo vse stile glasbe, ki jih gojimo. Naša velika posebnost je pa to, da se ukvarjamo tudi z izvajanjem starih ljudskih pesmi kočevarskih Nemcev. To je ena etnična skupina, ki je na Kočevskem živela od 14. do 20. stoletja in žal zapustila naše kraje med drugo svetovno vojno. Zapustila pa je eno kulturno dediščino, ki jo pomagamo tudi mi ohranjati. Na račun tega smo leta 2005 bili povabljeni kot edini slovenski gosti v Toronto na svetovno srečanje kočevarskih društev. In takrat smo sami sebi in predvsem njih presenetili. Nihče ni pričakoval takega odziva za strani poslušalcev, vsi so bili ginjeni do solz. Glasbo, ki smo mi izvajali, je bila dejansko najbolj avtentično kočevarska in je bil odziv neverjeten. Po vrnitvi domov je seveda sledilo izdaja nove zgoščenke, torej tretje, sicer ne tretje po vrsti, ampak vseeno, na kateri smo posneli te stare kočevarske pesmi in pa slovenske ljudske pesmi, skratka program, s katerim smo gostovali tako pri kočevarjih v Torontu in kasneje še z 3 oziroma 4 koncerti še pri slovenskih izseljencih v Kanadi in Združenih državah Amerike. Torej toliko o naši vsebini, kaj počnemo. Drugače smo gostovali že tudi v drugih državah, v Italiji, na Hrvaškem. Udeležili smo se večjih tekmovanj, 2-krat smo sodelovali na tekmovanjih v Bratislavi, od koder smo se vrnili enkrat z bronasto, drugič z srebrno plaketo. Letos smo bili tudi na mednarodnem tekmovanju v Benetkah, kjer smo v
eni kategoriji dobili srebrno priznanje, v kategoriji sakralne a kapela glasbe pa celo zlato, na kar smo izjemno ponosni. Zanimivo turnejo smo imeli še lansko leto po Rusiji. Šlo je za izmenjavo z enim ruskim zborom, s katerim smo leto dni prej navezali kontakt na njihovi evropski turnej, ki je zajemala tudi Slovenijo. In takrat so jih šla z ženo poslušati v Celje in smo si izmenjali naslove in plod tega je bila naša 9-dnevna turneja v Rusiji z 5 koncerti v različnih koncih, tudi v Moskvi. In gostovanje tega zbora na našem zadnjem letnem koncertu konec lanskega leta. Gospa Helena, vokalna skupina Cantate Domino je v začetku junija prepevala na slovesnosti v Rimu ob 20. obletnici odprtja slovenskega veleposlaništva pri Svetem sedežu. Kako je nastala povezava med slovenskim veleposlaništvom pri Svetem sedežu in pa vašo skupino? Ja, ta zgodba je zelo zanimiva, kajti povezava je postala preko moje zavetnice, Svete Helene, rimske cesarice. Sliši se morda nenavadno ali celo morda komu smešno, pa vendar je tako res. Lansko leto sem pri Mohorjevi založbi izdala knjigo o Sveti Heleni in naslednje leto bo 1700 let, odkar je njen sin Konstantin izdal milanski edikt, ki je bil zelo pomemben v zgodovini krščanstva, kajti s tem ediktom se je končno krščanstvo rešilo preganjanja in ljudje so lahko, ki so verovali v Jezusa Kristusa in Boga, lahko mirno in svobodno zaživeli. Ker sem jaz tista, ki nekako se pogovarjam o naših nastopih in iščem možnosti in variante, ki so za nas dobrodošle, sem pomislila tudi na to, da bi morda ob 1700-letnici lahko naša vokalna skupina nastopala recimo v Rimu, kjer je bil Konstantin veliki cesar in seveda, kjer je živela tudi njegova mati Sveta Helena. Poklicala sem v Slovenik, v Rim in povprašala, ali je možno, da bi morda pri njih nastopali. Tam so mi povedali, da bi bilo morda dobro se obrniti na slovensko veleposlaništvo pri Svetem sedežu, kajti pri njih vsako leto ob dnevu samostojnosti povabijo kakšno zasedbo iz Slovenije in potem prepevajo. Tako sem poklicala na veleposlaništvo, predstavila našo vokalno skupino in odziv je prišel čez mesec in pol. No, še prej moram povedati, da sem poslala v Rim tudi knjigo o Sveti Heleni, namreč navedla sem, da si želim, da bi morda skupina nastopala v Rimu ravno zaradi Svete Helene, tako da sem poslala tudi knjigo, pa naše 3 zgoščenke, brošuro, ki smo jo izdali ob 20-letnici in čakala, kajti namen je bil nastopati šele naslednje leto. Odgovor pa je prišel že čez mesec in pol.
Poklicala je gospa Tina Kokelj, diplomatka na slovenskem veleposlaništvu v Vatikanu, in rekla takole, da so za predstavitvijo vokalne skupine zelo zadovoljni, ampak da bi pa želeli, da mi prepevamo pa že kar letos. No, ker smo imeli to leto že eno gostovanje, in sicer to tekmovanje že omenjeno v Benetkah, kar je za skupino kar večji finančni zalogaj, se mi je zdelo, da bo morda 2 gostovanji v enem mesecu kar preveč, in sem rekla, da bomo premislili, čeprav to je bila vabljiva ponudba, lepa ponudba, ampak tako iznenada naenkrat. Moje dogovarjanje je bilo za naslednje leto. Vendar smo se potem pevci vsi pogovorili, seveda tudi z zborovodjem, in se odločili, da tega pa, take velike priložnosti, take časti pa pač ne moremo zavrniti. In tako nas je sveta Helena poklicala v Rim, da prepevanje že kar letos. Tako je postala ta naveza med veleposlaništvom pri Svetem sedežu in vokalno skupino Cantate Domino. No, sedaj vprašanje za oba. Kako ste pa pripravili program, torej peti pri taki slovesnosti, ki je hkrati maša, se pravi cikren del, potem pa veleposlaništvo pripravi sprejem, pa spet tam so tudi peli. Kdo je izbral oziroma pripravil ta program, kako ste se pripravili na to in kako ste s to izbiro zadovoljni? Gospod. Torej, Helena je bila kot kontaktna oseba v pogovorih z gospod Tino Kokelj, kot je že omenila, in take protokolarne zadeve morajo biti res dorečene od A do Ž. In temu primerno so bile tudi takšne priprave glede vsebine programa. Njihov prvi pogoj je bil to, da je del programa, ki je pet pri maši v latinskem jeziku, ostalo pa v slovenščini. Tako da sem jaz potem nekako izbral uravnotežen program. Maša sama je bila v latinskem jeziku, Anton Förster, maša posvečena Sveti Ceciliji. Potem tudi obhajilno pesem smo imeli v latinskem jeziku in pa še nekaj pesmi potem v prostem programu za sakralno vsebino takoj po koncu maše. Ostale liturgične pesmi pa... Za Alelujo smo imeli Skarlatijevo Alelujo, ne? Skarlatijevo Alelujo, tako. Ostale
pesmi v bogoslužju so bile pa v slovenščini, tako da smo tudi naš materni jezik predstavili. Ja, torej, morda bi še tole dopolnila, da je gospa Tina Kokalj želela, da sem poslala celoten program in potem so ga pregledali in odobrili. V glavnem je bilo vse odobreno. Želeli so le, da bi tudi psalem peli v italijanščini, vendar tega nismo znali. Znali smo samo slovenski psalem, tako da so se potem odločili, da bo pa bran v italijanščini in ga nismo prepevali. Vse ostalo smo pa kar dobro zaobsegli. Ja, smo izpolnili, tako da ni bilo kar tako enostavno, da bo to dobro ali pa to, ampak je bilo potrebno res točno določeno vse doreči. No, potem smo se dogovorili, da bi po maši zapeli še nekaj pesmi in pa kasneje tudi potem še na sprejemu. No, slavnostna maša je bila v znani baziliki Santa Maria Maggiore, se pravi Marija Snežna, ki je gotovo s svojo notranjostjo prevzela pevce, tudi vas, kot vsakega romarja. Je pa pomembno tudi za nas Slovane, ker se tam sveta Ciril pa Metod predstavila papežu Hadrianu knjige v slovanskem bogoslužju. Tako da tista kapela tam na desni od glavnega oltarja torej je tudi v tem smislu za nas zelo pomembna. A ste imeli prej kakšne priprave, pevske priprave glede akustike?
Torej dan pred samo prireditvijo, oziroma ne na isti dan, zjutraj, smo se dobili pred cerkvijo za gospod Ino Kokal, tako da smo si pogledali kapelo Borgicov, to je najlepša kapela v tej baziliki, tako da sem preveril, kako je z orglami oziroma harmonijem, kje in kako se bomo postavili, te tehnične stvari smo že prej kolikor toliko dorekli. Nekaj akustične vaje smo imeli pa še tik pred začetkom same svečane maše. No, maša je potekala, kot ste rekli, v italijanskem jeziku, pa v latinskem, ne? Peli ste latinsko, bili so prisotni diplomati, člani diplomatskega zbora pri Svetem sedežu, potem slovenski duhovniki, potem pa tudi naši prijatelji Slovencev po Rimu. Kdo pa je vodil mašo? Torej, jaz sem si vzel plonk cegelce za imena, nisem tako zelo dober. Bilo je 25 duhovnikov, dobra polovica od tega je bilo Slovencev, kot ste že sami omenili, in zaposleni Slovenci pri Vatikanu, potem recimo vodja oziroma direktor pastoralnega centra Slovenik, gospod Franc Mihelčič in še marsikdo drug. Samo mašo je vodil monsignor Mamberti, in sicer Dominik Mamberti. On je neke vrste zunanji minister v Vatikanu, namreč je sekretar Svetega sedeža za odnose z drugimi državami. To je neke vrste zunanji minister in to je bila izjemno velika čast, da je tako pomemben funkcionar katoliške cerkve vodil ta obred. In to je bilo veliko priznanje eni mali Sloveniji. Žal našega edinega kardinala, gospoda Rodeta, ni bilo, kot sem kasneje zasledil v družini, je bil pa ravno na takem delovnem obisku na Švedskem, tudi v enem od teh slovenskih centrov. Tako da se pa žal te svečanosti ni mogel udeležiti. Kot tak častni gost je bil pa gospod Santos de Castillo, ki je bil dolgoletni apostolski nuncij v Sloveniji, tako da on je tudi s tem izkazal tudi veliko čast naši državi. No, kot sem videl, je bil tudi še prejšnji nuncij, monsignor Načkov Farhat. Ja. Tako je tudi. Ja. Je bil tudi pri maši. Ja. Se spomnim iz televizijskega posnetka, ki smo ga predvajali, tako da dva prejšnja veleposlanika nuncija sta bila pri maši. No, torej... Da bi še tole povedali, da je bilo res zelo veliko prisotnih tujih veleposlanikov. Veleposlanica Maja Svetek Lavrenčič je povedala, da se je odzvalo povabilo na to mašo izredno veliko diplomatov. Prav presenečeni so bili, koliko jih je prišlo, in tudi sami smo videli, da so dejansko iz celega sveta, iz Azije, iz Afrike, da so pač zastopani vsi narodi. Cerkev se je, oziroma kapela se je povsem napolnila. Notri so lahko prišli samo povabljeni s posebnimi dokazili. Vsi ostali romarji, ki so se tisti čas zadrževali v baziliki, so pa morali ostati zunaj kapele, vendar so lahko spremljali mašo iz glavne bazilike, kajti glavno baziliko ločijo vrata, ki so samo s temi rešetkami, kot pravimo, tako da se lahko spremlja mašo. Morda še dodatek, kljub temu smo bili Slovenci v veliki večini, tudi med verniki pri sveti maši, ker so pa dovolili članom Društva prijateljev poti svetega Jakoba, ki so bili z nami na tem gostovanju po Rimu, da so se oni pa lahko udeležili direktno te svete maše v sami kapeli. Torej brez posebnih dovoljenj. Brez posebnih dovoljenj. To je on določil, kako bo šlo notri. Dobro, še eno tule stvar bi dopolnila. Maša je sicer potekala v italijanščini, berilo je bilo prebrano tudi v slovenščini, drugače pa smo imeli ob sebi gospo, ki je ves čas nekako pokazala, kdaj moramo točno sedaj začnemo peti, zdaj je tišina, zdaj je tako da smo se na njo orientirali, oziroma je bila ona določena za to,
da nas je vodila, opozorila. Tako, ta ceremonial je izjemno pomemben. Z gospo Tino Kokelj, ki je urejala ves ta nastop, sva se gotovo slišali 15-krat, poslali ne vem koliko mailov in vse do potankosti urejali, da bo ja vse potekalo brez zapletov, zadreg in tako naprej, in je uspelo, tako da je bilo res vse v redu. No, še besedo dve o koncertu, potem po maši, kaj ste tam predstavili. To ste vi izbrali te pesmi, ali je to bilo tudi dogovor z veleposlaništvom? To je bil seveda bolj prost program. Imeli smo veliko čast, da je gospod Castello, ki je zgleda, vsaj jaz je tako nekako razlagam, nazivni kardinal te bazilike, ker on je dal odobritev, da je bil potem sprejem v eni taki loži nad vhodom v baziliko. Tule imam tudi napisano, kako se ta loža imenuje, in sicer Loggia delle Benedizioni. In je bila prvič, papež blagoslavlja. Tako, in to je bilo prvič, da je bila ta loža dana na razpolago za eno tako, bi rekel, necerkveni dogodek, kot je praznovanje državnega praznika in pa 20-letnice vzpostavitve diplomatskih odnosov med Slovenijo in Svetim sedežem. In to je bila tudi ena izjemno velika čast, da smo lahko to ložo uporabili. Program, s katerim smo razveseljevali goste ob jedači in pijači, bo pa čisto naša izbira, in seveda to so bile pa slovenske ljudske pesmi, s katerimi smo pa potovali od Benečije, Primorske, preko centralne Slovenije, Bele krajine do Prekmurja. In ljudje so z veseljem prisluhnili slovenskim ritmom in melodijam. To ste vi izbrali? Tako je. Marko skače po zelenoj krati, aj, po zelenoj krati, aj, po zelenoj krati. Bunda, pite jete mojega brata koni, aj, mojega brata koni, aj, mojega brata koni. Bunda, kaj spoješ, daleč vode bojko, aj, daleč vode bojko, aj, daleč vode bojko. Pri desetih mostov, aj, pri desetih mostov, aj, pri desetih mostov. Bunda. Tam jo vidim, pala še pomeče, aj, pala še pomeče, aj, pala še pomeče. Bunda. Njur na glavi, patliki patljajo, aj, patliki patljajo, aj, patliki patljajo. Dajte nam jo, naša draga mati, aj, naša draga mati, aj, naša draga mati. Bunda. Ne dam ti jo, nosim bradati, aj, nosim bradati, aj, nosim bradati. Bunda. Rajo hoče, škrinjo zaklepati, aj, škrinjo zaklepati, aj, škrinjo zaklepati. Bunda. To je bil prosti program. To, kar smo pa prepevali po maši v cerkvi, to je bilo pa zopet potrebno predhodno poslati, da so preverili, če so to
v redu pesmi in smo ravno tako naredili kombinacijo italijanskih Da so vse delno sakralne, pa prav verne. Tako. Ja. To je papaška bazilika, ne? Tako. Pa ne moreš učiti krive vere. Ja. Torej, bivši nunci kardinal Castiglione se zelo potrudil, da je omogočil vse možne prednosti, ne? Očitno je zapustil Slovenijo samo za dobrimi vtisi, ali pa so ti prevladali nad slabimi. V Rim pa niste potovali samo pevci, ampak tudi ste napolnili vaš avtobus še z drugimi romarji. Kdo se vam je pridružil? Torej, mi dva sva tudi od leta 2004 sva tudi člana Društva prijateljev poti svetega Jakoba v Sloveniji. Član je tudi gospod Bogdan, naš prijatelj. In tako je prišla ideja v društvu, da bi morda enkrat društvo, ki sicer skoraj vsak mesec organizira en pohod, tu moramo omeniti gospoda predsednika Metoda Riglerja in pa njegovo ženo Marjeto, ki sta to društvo leta 2000 tudi ustanovila in seveda ustanovila sta ga s tem namenom, da sta leta in leta iskala Jakobovo pot, slovenski Camino po Sloveniji, ga nekako tudi našla in trasirala in skrbita za to Jakobovo pot. Mi dva sva se pridružila kot kolesarja leta 2004 in sva kasneje tudi označila ob peš poti kolesarsko pot, tako da smo vsi taki aktivni člani Jakobovega društva. No, Jakobovo društvo zelo veliko hodi na pohode po vsej Sloveniji in bila je ideja, da bi enkrat pa člani društva odšli tudi na pohod v Rim. In ker se je nam ponudil ta lep nastop v Rimu in ker sva tudi člana društva, smo nekako združili to željo članov društva in pa seveda z nastopom. Tako da midva sva bila prisotna pri pevcih, kakor tudi pri društvu. Tako smo polovico avtobusa napolnili pevci sami in naši družinski člani, kar veliko se jih je udeležilo, med drugim tudi 2 družini, 5-članski. Druga polovica avtobusa pa je bila za člane društva prijateljev poti svetega Jakoba, tako da je bil avtobus povsem napolnjen in ravno toliko postelj imajo na voljo za en avtobus v Sloveniku, torej v Slovenskem papeškem domu v Rimu. Tako smo lepo zasedli za 2 dni Slovenik in tam tudi potem prespali. Dragi gledalci televizije Exodus, dragi romarji, dobrodošli v Sloveniku. Tu stojimo pred glavnim vhodom, ki je okrašen z mozaikom Gospodovega oznanjenja, delom patra Marka Rupnika, ki stoji tu v spomin na 50-letnico obstoja tega slovenskega zavoda v Rimu. Ideja v slovenskem zavodu je zrasla pravzaprav že pred 2. svetovno vojno, ko se je pokazala potreba, da bi tudi slovenski narod imel eno hišo tu v Rimu, namenjeno vzgoji duhovnikov. Kasneje, v 50. letih, je ta ideja rasla naprej, predvsem pod pobudo patra Antona Prešerna. V 60. letih je ta ideja prišla do svoje uresničitve. 22. novembra zagleda novo luč življenja Slovenik. Ne sicer še na tem mestu, kamor se je preselil nekaj let zatem, a kljub temu začelo se je novo življenje. V tej hiši je dalo svojo vzgojo čez mnogo slovenskih duhovnikov in tudi še dandanes. Velika moč tega zavoda v današnjih dneh je, da se tu srečujejo tudi študenti, duhovniki iz drugih koncev sveta. Tako Slovenik predstavlja tudi za nas Slovence okno v svet in srečevanje z drugimi kulturami. Tako v letošnjem letu gostimo v našem zavodu 4 študente iz Afrike, 2 iz Konga,
enega iz Burkine Fasa in enega iz Gvineje. Poleg študentskega dela te hiše pa Slovenik v veliki meri predstavlja tudi slovensko streho tu v Rimu za romarje, ki prihajajo v Rim. Tako z veseljem sprejmemo tu vse tiste, ki se oglasijo, da tu prenočijo ali pa morda mašujejo, mašo tu ali pa nas pridejo samo obiskat. Tako je ta hiša nekako zaznamovana s tem slovenskim utripom. Kot že omenjeni mozaik patra Marka Rupnika, ki nas želi uvesti v to zgodbo odrešenja, v tega, kako Božja beseda prihaja in sprejema človeško naravo ravno ob Marijinem poslušanju Božje besede. Slovenik poleg te osnovnega povabila v vhodu nosi še nekaj zavetnikov. Vitraž svetih apostolov Slovanov, Cirila in Metoda, pa potem tudi s kapelo Marije Pomagaj, ki je na nek način tudi zavetnica ne le naše kapele, ampak zavetnica tudi slovenskega naroda. Za vse gledalce televizije Exodus in tudi za vse romarje naj izrazim strani naše slovenske hiše tu v Rimu prav lepo dobrodošlico. No, kako pa si ti znam prišel v to društvo, Bogan? Ja, jaz sem pa bil župnik v Podragi in slovenska Jakobova pot od slovenske vasi pri mejnem prehodu proti Trstu in zadnja etapa, 9. etapa, poteka od Podrage v Trst. In tako sem večkrat gostil v župnišču te romarje, ki so potrebovali zavetišče. Potem pa tudi je društvo v Podragi postavilo kapelico svetega Jakoba, mozaik, ki sta ga izdelali sestra Pavla in Darinka Bajc iz Skril, obe akademsko izobraženi umetnici. In takrat tudi sem prvič spoznal gospoda Franca in gospo Heleno in vokalno skupino Cantate Domino, ker so pri blagoslovu te kapelice je sodelovala prav Sopeli, prav ta skupina. Tako nekako. Si ti bil župnik tam? Ja, ko sem bil župnik v Podragi. Ja. No in ta pot je zgodovinsko dokumentirana, je to bolj nova zadeva?
Torej, mislim, da v nekem samostanu v Franciji, več bi vedel to povedati predsednik društva Metodi Rigler, so odkrili stare zemljevide, srednjeveške zemljevide, kjer je vrisana tudi pot po današnjem ozemlju Slovenije, teritoriju Slovenije, in ve se, da je šla od Zagreba, potem je vrisano Pleterje, pa Stična, pa Ljubljana in potem Trst. Seveda, kje točno je potekala, se ne ve, ampak te točke pa so zanesljive, in na osnovi tega potem je društvo iskalo, se pravi, kje bi ta pot potekala. Seveda tukaj se sledi Cerkva svetega Jakoba. In pa skozi naselja. Skozi naselja, ampak recimo za ta del, ki gre mimo Podrage, je odločitev padla, ker je sveti Jakob v Studenem, potem od tam se pride do Razdrtega po stari rimski cesti v Vipavsko dolino, in potem je pa Cerkev svetega Jakoba v Štjaku, ker že ime samo Štjak pove, da je to Cerkev svetega Jakoba. Od tam pa potem v Trst. Seveda, vizija je, da bi potem to pot speljali proti Ogleju, skozi Štivan, ker tam so morali romarji iti naprej proti Španiji. Tole dejavnost odpiranja starih poti, romarskih poti, je sprožil Blaž Janez Pavel II 5 let pred svetim letom. 95 leta je bila ena pobuda svetega sedeža, da se oživijo stare romarske poti za jubilejno leto. In tam so začeli študirati, kje vse so to bile, pa kakšne so bile. No, in na osnovi tega so potem tudi pripravili romanja v Rim, ne samo iz Slovenije, ampak tudi iz cele Evrope. Da so morali te poti oživili. Tako da to je zelo staro izročilo plus nove pobude. No, jaz bi rekel, da v preteklih, kar jaz spremljam to dogajanje od leta 2006, ko sem tudi sam poromal v Santiago, peš, polovico poti sicer, da je bilo narejeno v Sloveniji izredno veliko, saj sta označena 2 kraka od Zagreba do Trsta, preko Ljubljane do Trsta, drugi pa od Prekmurja do Ljubljane in potem proti Višarjem. Tako da je narejen pravzaprav križ, in tukaj je izredno veliko dela, poleg tega pa smo že slišali še kolesarska varianta. In vse to je označeno, napisani so vodniki in je ogromno dela, in jaz neverjetno opazujem, koliko energije nekateri ljudje vložijo v to, v nastajanje teh in vzdrževanje teh poti. Tako da recimo v preteklem tednu so celo napravili neko brv, da bi skrajšali romarjem pot, prav brv z železnimi tramverzami, tako da na tej poti se tudi gradi, se išče zavetišča in tako. Torej, zadnjič je bil v Vuzenici, tam je Karitas odprla prav majhno hišico za romarje svetega Jakoba. Imajo prosto tako ta studio, notri imajo 8 pogradov, potem tuš, potem prav udobno za romarje in pridejo. Na leto prije kroz 40 romarjev, prije tam prespijo, se prišijajo, osušijo, prej naprej. Jaz sem letos imel operacijo kolena in sedaj ne morem več tako hoditi, ampak prav ta izkušnja, da ne moreš več peš na to pot, mi je odprla en nov pogled na pot svetega Jakoba v Sloveniji in pa sploh na te poti. Pot ni samo v tem, da ti hodiš po tej poti, ampak potrebna so tudi zavetišča, potrebni so ljudje, ki romarje sprejemajo, potreben je opis poti, intelektualno delo, se pravi znanstveno delo, ki proučuje te poti. Sploh to gostoljubje, kako sprejeti romarje. In kdor dela na tem področju, je pravzaprav član Jakobove poti. Jakobov pot... To je zelo celovita dejavnost, ne? To ni samo, da nekam greš, ne? To je cela vrsta stvari povezana s tem, ne? Tako, in v Sloveniji se je že ogromno naredilo in mislim, da bo potrebna še ena oddaja
da se bo že vse tole predstavilo in povedalo, ker je društvo resnično zelo, zelo delovno in tudi uspešno, kar dokazujejo številni romarji, posebno to poletje, ko se jih je ogromno že odpravilo na to našo slovensko pot. Tako da absolutno morate v čim krajšem povabiti gospoda Riglerja in tako in gospod septembru. Ko bo leto vere, Ja, ampak letos v septembru bo tudi blagoslov Gorenjske veje Jakobove poti. Višarska se imenuje tako, od Ljubljane. Tako. Torej ta veja, torej glavno deblo poteka od slovenske vasi preko Ljubljane do Trsta, ostalo so pa veje. Gorenjska veja je pešpot že označena, sedaj pa se pripravljamo tudi za trasiranje in označbo kolesarske poti, kar naj bi bilo pripravljeno do te blagoslovitve v začetku septembra. Kar se tiče pa ogrske poti, smo pa en del v organizaciji tega društva prehodili v začetku tega leta kot neko simbolno odprtje raziskovanja na tem področju. Gospod Metodij Rigler zna pa povedati na podlagi svojih izkušenj tole dejstvo. V začetku, ko je iskal dovoljenja občin za označbo samega debla, je imel s tem velike težave in nerazumevanje samo vprašanja, nihče te tematike ni poznal in so bili nekako nezaupljivi. Za ogrsko vejo, čez Prekmurje, Štajersko, proti Ljubljani pa občine med sabo tekmujejo, katera bo na bolj izviren način podprla nastajanje tako kolesarske kot pešpoti skozi njihovo področje. Skratka, vest od te informacije o tem se bliskovito širijo in so lepo sprejete strani široke javnosti. No, saj, če so župani bistri možje, kar ne bi bili, ne, je to tudi dohodek. Jaz bi tukaj še podaril še en vidik, namreč gre za poti, ki so pravzaprav mednarodne, kajti tudi društvo samo se predstavlja tudi na mednarodnih srečanjih. Recimo eno je bilo, mislim, da predlanskem na Nizozemskem, pa v Italiji. Letos smo bili vabljeni v Ameriko. In po teh prihajajo tudi romarji iz drugih držav. V župnišču v Podragi sem gostil že romarje iz Izraela, pa iz New Yorka. Se pravi, ta pot, celo, kolikor vem, kraljeva družina iz Anglije se je zanimala, da bi šla po tej poti. Se pravi, to je tudi priložnost in promocija za Slovenijo na mednarodni ravni. To je vsestransko povezano, ker to je istočasno zgodovina naša tukaj in tam, ne? Ker tudi tam je malo izročilo, ne? In to se tem povezuje. In to je čisto drugi pristop, kot pa samo zdaj tale potovalni turizem, ne? Bil sem tam, ne? Pa kaj se pa videl, pa več ni važno, ne? Tu pa se stvari doživijo, ne? In stvari se prikličejo tudi iz zgodovinskega spomina. Mi se pa vrnemo v Rim, Ja, no, ravno to sem želela reči, da sta očitno v Rim povabila sveta Helena in sveti Jakob. Z roko v roki. Ja, tako, naš avtobus. Torej, stanovali ste v Sloveniku. Kaj ste tam zdaj tako posebnega odkrili v tem slovenskem zavodu? Kakšen pomen ima to po vašem mnenju za na cerkveni ravni sigurno, ker tam študirajo bodoči profesori, pa stanujejo tam. Potem je to prisotnost slovenske cerkve v Rimu, čisto kot papeška ustanova, ne. Ampak drugače za vse Slovence, kaj to pomeni imeti en tak dom v mestu, kot je Rim? Izjemno veliko. Recimo v tem primeru mi smo začeli zelo romarsko. Prvo noč smo prespali ali prebedeli na avtobusu. In enako smo zadnjo noč prebili tudi na avtobusu, ko smo se vračali domov. 2 noči in 3 dni so nas pa gostili v tem papeškem zavodu. Doživiš eno izjemno gostoljubje, vesel si tega, da to doživiš sredi Rima, hkrati ima pa občutek, da so pa vsi zaposleni tam, Slovenci, Slovenke, redovnice, pa veseli slovenske besede, slovenske pesmi, ki pride za romarji tja, tako da je to obojestransko neke vrste obdarovanje.
Ni samo, da to ni bivanje v enem hotelu, kjer gre samo za eno uslugo, ki jo uporabiš in greš naprej, na to pozabiš, ampak res za eno posebno vzdušje, ki ga znamo ustvariti Slovenci, ko pridemo skupaj v tujini. In hvala Bogu, da je takšen zavod obstaja in ni naključje, da imajo ravno tako velike kapacitete, da če so vse proste, lahko gostijo en poln avtobus lačnih, žejnih in zaspanih Slovencev. Vrti se naokrog, mlado, srednje in staro, poskakuje urnik not, pozno v noč veselo bo, ko jo liše stari glas, patje piskajo na glas in udarjajo z nogo, še veselo bo. Kako lepo je biti muzikant, vedo dekleta, ko je za mne pravi fant, zagodi zdaj. Veseli muzikant, potegni še enkrat svoj stari škant. Kdor pa kislo se drži, tu početi kaj mu ni, naj bo kar lepo doma, naj ga varje mamica. So dekleta sem prišla, da jim godba zaigra, vsaka išče pravega, fanta vrhkega. Kako lepo je biti muzikant, vedo dekleta, kdo je za mne pravi fant, zagodi zdaj. Veseli muzikant, potegni še enkrat svoj stari škant. Sem vrti se naokrog, mlado, srednje in staro, poskakuje urnik not, pozno v noč veselo bo, ko jo liže stari bas, partje piskajo na glas in udarjajo z nogo, še veselo bo. Kako lepo je biti muzikant, vedo dekleta, kdo je za mne pravi fant, zagodi zdaj. Veseli muzikant, potegni še enkrat svoj stari škant. Kako lepo je biti muzikant, vedo dekleta, kdo je za mne pravi fant, zagodi zdaj. Veseli muzikant, potegni še enkrat svoj stari škant. Kako lepo je biti muzikant, vedo dekleta, kdo je za mne pravi fant, zagodi zdaj. Veseli muzikant, potegni še enkrat svoj stari škant. Tam ste tudi srečali z delovanjem našega veleposlaništva, mogoče kaj več o tem, gospa. Kako ste doživeli, oziroma kako ste bolj blizu spoznali delovanje ene državne ustanove, ki predstavlja državo pri Svetem sedežu, to ne pri italijanskem skladu, ampak pri Svetem sedežu, in kaj ste tam videli, pa spoznali, kaj pa niste vedeli? Torej, dan, ko smo nastopali, dopoldne, to je bilo 4. junija, smo se odpravili tudi na sedež slovenskega veleposlaništva. To je, ne vem, kako se imenuje ulica, ampak ta ulica pripelje na... Ulica Sprave. Tako, pripelje naravnost do Svetega Petra. In ko smo prišli pred ta velika vhodna vrata, smo zagledali slovensko zastavo, ki je plapolala, že to te nekako razneži in se ti dobro zdi. Potem smo se povzpeli po takih eminentnih, lepih stopnicah v lepo stavbo, kjer so nas sprejeli na veleposlaništvu. Najprej seveda veleposlanica gospa Maja Svetek Lavrenčič, diplomatka, že prej omenjena Tina Kokalj in pa še drugi sodelavci. Torej, spoznali smo prostor, kjer delujejo. Na kratko so nas povabili k pogovoru, ker se prej pač nismo poznali, smo si samo dopisovali.
Malo smo tudi zapeli, da smo sprostili ozračje oziroma da smo se pokazali za popoldne oziroma zvečer, ker ob 6. uri je bila ta slavnostna maša. In počutili smo se dobro, vsi smo bili Slovenci, nismo pa, moram priznati, se spuščali v kakšne večje pogovore o tem, kako deluje veleposlaništvo in tako naprej. Bil je tak kratek, prijeten sprejem in pa dobrodošlica za nas, hkrati pa smo tudi mi prinesli Slovenijo v malim in pa v pesmi na naše veleposlaništvo. Torej, že to, da je to ena državna ustanova, ki te sprejme z enim takim sproščenostjo pa blagohotnostjo veliko pomeni, ker mi imamo odnos do države bolj tako. Država, to je nekaj, česar se moraš bati, kar nisi povsem napačno, pa kljub temu. Tam pa je to, ta bližina države je čisto drugačna, se drugače to doživi. Ja, to so v tujini, ne? Ja, točno to. Ravno danes, ko smo se peljali k vam na TV Exodus, smo se pogovarjali o tem, kako se drugače srečamo v tujini z nekom ali pa recimo doma. Da v tujini je vsak nekako bolj domač, bolj nekako smo si vsi enaki, ni pomembno, kdo je kaj opravlja v svojem poklicu, v svojem življenju, ampak si vesel, da srečaš nekoga iz domače dežele, da govori slovensko s teboj in si kar nekako prijatelj. Škoda, ker ni te domačnosti več tudi na domačem terenu. Bog blagoslovi.